Po začetnih udarcih vojne, to je bilo konec februarja, so ubili iranskega vrhovnega voditelja in večino drugih visokih uradnikov. Novo poročilo pravi, da sta Izrael in ZDA sprva razmišljala o osupljivi osebi, ki bi zapolnila vakuum oblasti – Mahmud Ahmadinejad. Prepričan sem, da ste že slišali zanj. To je trdoroki, nekdanji iranski predsednik, ki je bil nekoč eden najostrejših nasprotnikov Zahoda, kar njegovo domnevno vlogo v zgodnjem načrtovanju spremembe režima naredi še toliko bolj izjemno. Zdaj nam Alex Schloss pove več o tej sporni osebnosti. Po začetnem napadu izraelskih in ameriških sil, ki je obglavil iransko vodstvo, je bilo takojšnje vprašanje preprosto: kdo je zdaj na oblasti? Po poročanju novega članka v New York Timesu, odgovor, ki sta ga sprva razmišljala Izrael in ZDA, ni bil reformist, ni bil izgnani opozicijski voditelj in tudi ne iranski general. To je bil Mahmud Ahmadinejad, trdoroki nekdanji iranski predsednik in ena izmed najbolj spornih osebnosti Islamske republike na mednarodnem prizorišču. Poročilo navaja, da je izraelski načrt predvideval večstopenjski zlom iranske vlade po umoru vrhovnega voditelja Alija Hameneja in drugih najvišjih uradnikov. Po poročilu naj bi bil Ahmadinejad vključen v posvetovanja kot del tega načrta, pri čemer so ga nekateri uradniki videli kot osebo, ki bi lahko prevzela vodenje in obvladala kaos v Iranu. Toda tudi po merilih politike moči na Bližnjem vzhodu je bila ta ideja presenetljiva. Ahmadinejad ni bil kakšen prozahodni disident, ki bi čakal v izgnanstvu. Bil je predsednik Islamske republike od 2005 do 2013, bojevit, populistični, trdoroki politik, ki se je spremenil v simbol kljubovanja proti ZDA, Izraelu in širšemu Zahodu. Med svojim predsedovanjem je branil iranski jedrski program, se norčeval iz mednarodnih pritiskov in postal zloglasen zaradi unetljive retorike. Večkrat je tudi zanikal holokavst in ga označeval za mit. Komentarji, zaradi katerih je postal izobčenec v večjem delu sveta in junak za nekatere najbolj skrajne podpornike režima. Na Združenih narodih je Ahmadinejad postal preveč znana osebnost, saj je v svojih govorih napadal ne le Izrael, temveč izzival celoten svetovni red pod vodstvom ZDA. Predstavljal se je kot človek iz ljudstva, sin kovača, nekdanji župan Teherana, nekdo, ki naj bi govoril v imenu iranskih revnih in delavskega razreda proti pokvarjenim elitam. Obljubljal je, da bo naftni denar prišel na mize ljudi, subvencije za navadne družine in vrnitev k osnovam islamske revolucije. Toda njegovo predsedovanje je postalo tudi zelo polarizirajoče. Leta 2009 je sporna ponovna izvolitev Ahmadinejada sprožila zeleno gibanje, enega največjih valov protestov, ki jih je Iran doživel po revoluciji leta 1979. Milijoni Irancev so verjeli, da so bile volitve prirejene. Država je odgovorila z aretacijami, nasiljem in zatiranjem, ki je razkrilo globoke razpoke znotraj države. Za mnoge Irance je ta trenutek oblikoval zapuščino Ahmadinejada, ne le kot populista, ampak kot vodjo sistema, ki je bil pripravljen zatreti nestrinjanje, da bi ohranil svojo oblast. In vendar se je po odhodu s položaja njegov odnos z istim sistemom začel slabšati. Redno se je spopadal z visokimi verskimi voditelji, izzival oblast in se vse bolj obnašal kot politični outsider. Iranski svet varuhov je odgovoril tako, da mu je preprečil ponovno kandidaturo za predsednika. Očitno so ga imeli za preveč nepredvidljivega, ne zato, ker bi postal liberalni reformist, ampak ker je postal pretežko obvladljiv. To je tisto, zaradi česar je domnevna ameriško-izraelska strategija tako nenavadna in morda v mislih vpletenih tudi nekoliko mikavna. Ahmadinejad je bil še vedno znano ime v Iranu. Imel je izkušnje v vladi, razumel je institucije režima in za razliko od mnogih izgnanih opozicijskih osebnosti je dejansko imel oblast znotraj Islamske republike. Vendar pa po poročanju ta načrt ni dolgo zdržal. Ahmadinejad naj bi bil ranjen v izraelskem napadu blizu svojega doma v Teheranu v zgodnjih fazah vojne. Napad, ki so ga opisali kot poskus pobega iz zapora. Potem naj bi se umaknil iz prizadevanj, njegov trenutni status pa ostaja nejasen. Če je poročilo točno, potem prvi odgovor na Iran po Hameneju ni bila demokracija, monarhija ali reforma. Bilo je več istega. Bil je Mahmud Ahmadinejad. Z nami je dr. Meir Mehdi Javadonfar, predavatelj o Iranu na Univerzi Reichman. In rekel bom, Mehdi, izjemen strokovnjak za tega človeka. Napisal ste biografijo nekdanjega predsednika z naslovom The Nuclear Sphinx of Tehran. Tudi to moram omeniti. Torej najprej, moje prvo vprašanje. Ste vi glavni vir tukaj za to novico o Ahmadinejadu? Mislim, odkot to sploh prihaja? Ta človek je več kot desetletje, ali vsaj približno desetletje, simboliziral antagonistični režim Irana pred našimi očmi. Kaj menite o tej zgodbi? Reči, da sem presenečen, bi bilo premalo, David, ker gre za nekoga, kot ste pravilno poročali, ki prezirajo Izrael.
zanika holokaust, a predvsem David je oportunist. Mahmud Ahmadinejad je oportunist, ki je vedno verjel, da si zasluži več, kot ima. Verjame, da trpi za blodnjami o veličini. In če sem iskren s tabo, res ne vem. Zelo sem presenečen nad vsem tem. Da bi kdo mislil, da bi on lahko vodil Iran, mislim, da bi edino, kar bi lahko povzročil, če bi prišel na vrh, bila državljanska vojna med vrhom iranskega vodstva. Ker ga tako reformisti kot konzervativci enako prezirajo. Mislim, da je sovraštvo do Mahmuda Ahmadinejada eno redkih vprašanj, glede katerih se v vrhu elite oba tabora strinjata Islamske republike Iran. Torej presenečenje, ampak glej, nekateri najboljši vojaški načrti temeljijo na presenečenju, kaj ne? Sovražnika ujameš tam, kjer tega ne pričakuje, ampak ali se je sam ponudil, so ga rekrutirali. To je zelo, zelo, zelo presenetljiv razvoj dogodkov in čakam, da izvem več informacij o tem. In ali je to res? Ne vemo. Ne vemo njegove usode. Mislim, kaj ste izvedeli? Vem, da so bili tista poročila o napadu na njegov dom, ampak od takrat res ne vemo ničesar. Ne vem, kako bi napad na njegov dom pripomogel k njegovi osvoboditvi, če sem iskren z vami. Ker Mahmud Ahmadinejad, recimo, v redu, ubili smo, del načrta je bil, da ga osvobodimo, v redu, ubil je stražarje. On pobegne. Lahko ga ujamejo v 15 sekundah. On je eden najbolj, veste, verjetno eden najbolj znanih politikov v Iranu. Prav. Živim v Izraelu, imam in seveda se ne morem vrniti v Iran, ampak vedel sem, kje živi, njegov naslov je povsod na internetu. Živi na 72. trgu v soseski Norwalk, kjer se je rodila moja mama. In moja mama ne ve, nihče ga ne pozna. Ampak veste, Ahmadinejad zapušča svojo hišo. Kako težko bi bilo, da ga nekdo pride poiskat? To je zelo, zelo čudno. Zdi se ti zelo senzacionalno. Očitno je to senzacionalno za vse nas, ki to beremo. Ampak seveda, glede na vaše, poznavanje tega človeka, moram slišati vaše mnenje o tem. Poglejte, če pogledamo režim zdaj, premaknimo se k trenutnim razmeram. Govorimo o morebitnih naslednikih ali ljudeh, ki naj bi zapolnili praznino. V tem trenutku se zdi, da režim stoji na toliko nogah, kolikor jih še ima. Kako lahko ali kako bi morali, če gledamo na to, Trump in njegovi zavezniki voditi to vojno, če je cilj zrušitev režima? Najprej, ne vem, če lahko zrušiš režim. David, ali poznaš kakšen primer, kjer lahko zrušiš režim iz zraka? Očitno smo imeli en primer. Imeli smo po poročanju New York Timesa, je Mossad želel uporabiti Kurde. Prav. Ampak jih je le 10.000. Le 10.000 borcev je. Po drugi strani pa je Mossad verjetno vodilna obveščevalna agencija na svetu, ko gre za Iran. Zato mislim, da lahko precej zanesljivo domnevamo, da je bil del načrta, da bi se Kurdom pridružilo več ljudi. Saj 10.000 Kurdov ne bi moglo strmoglaviti režima. Torej so najverjetneje imeli načrt, da bi se Kurdom pridružili še drugi, ko bi začeli napad, vendar ga je predsednik Trump ustavil. Torej ni načrta za spremembo režima. Moramo počakati in videti, kaj je dobro za nas, kaj je dobro za Združene države. Predsednik Trump bo naredil tisto, kar je dobro zanj, David. Ni pomembno, kaj pravijo nas, upajmo, da bo to služilo tudi našim interesom. Če dogovor ne bo vključeval iranskega raketnega programa, bo čez 2 ali 3 leta spet vojna. Preprosto ne moremo živeti s tem, da Iran vzpostavlja nove proizvodne linije za rakete, verjetno pod zemljo, s toliko raketami, da jih, če bi jih izstrelili veliko naenkrat, ne bi mogli prestreči. Nobena izraelska vlada ne bi mogla živeti z takšno grožnjo. In upam, da izraelske vlade ne bo vodil predsednik vlade Netanjahu, ker nam povzroča ogromno škode na mednarodnem prizorišču. No, zagotovo se bo v prihodnjih mesecih, verjetno pa že v prihodnjih urah, na tem področju še veliko dogajalo. Župan, hvala, da ste bili z nami v tem res napetem trenutku. In seveda, ne vem, kaj naj si mislim o zgodbi o Ahmadinejadu. Hvala, da ste se nam pridružili, župan. Upam, da bom nekega dne, veste, ko pišeš biografijo nekoga, sanjaš o njem. In imel sem nekaj sanj o njem. In upam, da ga bom nekega dne lahko intervjuval, upam, da bo takrat v zaporu. Ko mi bo to uspelo, boste med prvimi, ki jim bom to povedal. Ko pišeš biografijo nekoga, ti ostane veliko vprašanj, na katera lahko odgovori samo on. Morda bo v bližnji prihodnosti predstavljal novo vlado Irana kot član delegacije tukaj. Upam, da ne. No, mi bomo tam z vami pri tem. To je to za zdaj. Hvala.
To je prijetna stranska opomba celotne sage, v kateri smo tukaj proti Iranu. Hvala, župan.